Trajnost, zdravo bivalno okolje, udobje in energetska neodvisnost so vodila kakovostne sodobne arhitekture. Je mogoče iti še korak dlje? Vsekakor. Snovalci fascinantne vzorčne hiše, imenovane Dom 24 ur, so poskrbeli za občuten preskok in pod isto streho združili bivalno in delovno okolje ter najnaprednejše rešitve. V Limbušu pri Mariboru smo in tukaj je vrata odprl tale prebojni projekt, zgrajen iz naravnih in superizolacijskih materialov. Oglejmo si, kako so si strokovnjaki najrazličnejših področij zamislili našo udobno in pametno bivalno prihodnost. Gospod Božac, pozdravljeni. Lep pozdrav. Sva v montažni hiši prihodnosti, se lahko reče, in ki pa po svoje ne deluje futuristično, temveč prav toplo, vabljivo. In me zanima, kakšna je osnovna ideja, ki je pripeljala do takega objekta? Osnovno idejo smo začeli razvijati dejansko pred 4 leti, skupaj s partnerji Strateško razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom za lesno verigo. Med njimi bi posebej izpostavil podjetji TECES in pa Zavod za gradbeništvo Slovenije. In sicer smo želeli dognati, kakšen bo dom v prihodnosti, katere funkcije bo dom v prihodnosti dejansko ponujal. Napredne in inovativne rešitve, ki jih najdemo v Domu 24 ur, so nastale kot plod sodelovanja konzorcija 12 prodornih slovenskih podjetij. Ta so skupaj, pa tudi vsako posebej, razvila rešitve prihodnosti, s katerimi objekt prinaša človeku nov koncept bivanja. In zato smo kmalu zatem ustanovili konzorcij podjetij, ki so ga poleg Marlis hiše sestavljali še Gorenje, Petrol, Alples, Helios, Robotina, Danfoss, ETI, Jub, Intektiv, Smartis in pa Špica. In vsak zase in vsi skupaj smo začeli dejansko snovati rešitve prihodnosti. Tisto, kar pa se je pokazalo za najbolj vizionarno je, da smo že takoj v začetku domnevali, da bo moral dom prihodnosti omogočati delo od doma in 24-urno bivanje na samem domu. Leto po tistem, ko smo mi to osnovno idejo objekta zasnovali, se je zgodila pandemija. In vsi vemo, kaj se je zgodilo. Vsi smo začeli delati od doma in vsi smo 24 ur dnevno preživljali na našem domu. In vkolikor bi bivali v takšnem objektu, bi bilo naše delo in pa bivanje doma bistveno prijetneje, kot pa je bilo v realnosti. In tako hiša nudi nekatere najnaprednejše tehnološke rešitve. Katere so to na in v hiši? Mogoče je najpomembnejše, da je hiša neto nič energijska na nivoju bivanja. To pomeni, da dejansko sama proizvede večje količine energije, kot jih porabi oziroma kot jih uporabniki v njej uporabijo. Nadalje je pomembno, da je celotna hiša zasnovana in projektirana v BIM modelu, da je v hišo integrirano 87 senzorjev, ki nam sproti sporočajo stanje objekta in vse to se transformira v digitalnem dvojčku. Mi imamo v vsakem trenutku v obliki digitalnega zapisa dejansko stanje objekta. Seveda moramo potem tu dodati, da je objekt opremljen za lastno sončno elektrarno, presežke električne energije lahko bodi si hranimo v svoji lastni hranilnici oziroma hranilniku električne energije, bodi ga oddajamo v omrežje in v bistvu je ena izmed temeljnih idej tega objekta, temeljnih zasnov tega objekta, da je tudi vsestransko povezan z okolico, kar pomeni, da lahko presežke energije daje v okolico in jih sprejema za okolico. In na tak način je ta objekt tudi osnovna celica pametnih mest, pametne soseske in pa seveda tudi osnovna celica mobilnosti. 87 palj, to se sliši, kot da res ta hiša zna razmišljati namesto mene. Dejansko je v tej hiši vgrajeni ogromno pameti, ampak bistveno je, da nas sama opozarja, da nam sama sporoča, kakšno je njeno realno stanje. In uporabniki so tisti, ki v bistvu samo lahko spremljamo in pa seveda tudi nastavljamo posamezne režime v objektu. Bistveno pa je, da nam sporoča tudi, kakšno je stanje konstrukcije, kakšni so bivalni pogoji in podobno. V kuhinji so pametni aparati in pametna shramba, ki lastnikom samodejno sporoča, kdaj v njej kaj manjka. Napredno je tudi pohištvo, ki z oddajanjem prijetnih zvokov, vonja in svetlobe predrami čute v spalnih prostorih.
Približno 2/3 hiše so stene in tudi pri stenah ste bili zelo napredni. Kako ste jih razvijali, kaj imajo v sebi? Za konkretni projekt Dom 24 Tun smo razvili v bistvu lasten konstrukcijski sistem. 3/4 uporabljenih materialov je naravnega in pa lesnega izvora, ki jih dopolnjujemo z superizolacijskimi materiali. Pomembno pa je tudi, da smo na notranji strani sten integrirali fazno sprejemljive materiale, kar pomeni, da s tem zagotavljamo energetsko stabilnost objekta znotraj njega oziroma temperaturno stabilnost v objektu. Pri Domu 24 ur je skupina Kansai Helios z inovativnimi sistemi poskrbela za zaščito lesenih površin. V otroških sobah so fronte omar obdelane z dobro obstojnimi in okolju prijaznimi premazi na vodni osnovi. Na pohištvo, ki je izpostavljeno večjim obremenitvam, so z brizganjem nanesli UV utrjujoče vodne premaze. Zunanje lesene opaže pred UV žarki in škodljivci ščitijo lazurni premazi, tla terase pa so zaščitena z oljem za terase, ki lesu podarja svilnat videz. Tudi upravljanje z energijo v hiši je napredno. Podjetje Danfoss Strata je za Dom 24 ur razvilo vodeno toplotno podpostajo, ki omogoča dvosmerno povezavo s proizvodnjo energije v objektu, kot tudi dvosmerno povezavo med porabniki in proizvodnjo energije v hiši ter sosesko. Ta inovacija na področju daljinske energetike objektu omogoča optimalnejšo rabo energije. Podjetje Jup je za notranje stene hiše prihodnosti posebej razvilo debeloslojni omet in zidno barvo za pasivno uravnavanje dnevnega nihanja zračne vlage. V kopalnicah je dekorativni sistem, ki nudi odlično vodotesno zaščito in je enostaven za čiščenje. Za fasado je bil razvit sistem, ki ima približno 30% boljšo izolativnost v primerjavi s klasičnimi toplotnimi izolacijami. Tudi podjetje Smartis je za dom prihodnosti razvilo inovativno rešitev Digital Twin Platform ali digitalni dvojček. Gre za digitalno kopijo doma, ki skrbi za varnost in dobro počutje stanovalcev ter podaljšuje življenjsko dobo hiše. Digitalni dvojček povezuje vse naprave, sredstva in senzoriko v objektu. Pri tem uporabniku sporoča trenutno stanje v domu, meri kvaliteto gradnje in ogljični odtis objekta. Lastnik doma tako uporablja samo eno rešitev za zbiranje, vodenje in spremljanje ključnih informacij o domu, z njegovo pomočjo je objekt energetsko učinkovitejši. Tomaž, vi ste arhitekt te posebne in napredne hiše. V čem je drugačna, v čem je posebna? Ideja hiše je, da v bivalni del ne vnašamo nekih delovnih oziroma službenih obveznosti, temveč se to dogaja v posebej ločenem poslovnem delu. Aha, ampak tale poslovni del je ravno prav oddaljen in ravno prav blizu, ne? Čeprav je del cele enote, pa vseeno moraš ven stopiti. To je verjetno načrtovano. Tako, torej hiša je ločena na dva dela, torej na poslovni del, kjer poteka delo od doma, in pa na bivalni del. Bivalni del se deli na pritličje, kjer je ta aktivnejši del hiše. Torej tukaj so prostori, kot je to dnevna soba, kuhinja, jedilnica, tehnični prostor, pralnica, avla in pa stopnišče, ki pa torej povezuje tale bivalni del z nadstropjem, kjer pa imamo spalne prostore. Torej tukaj pa so otroške sobe, otroška kopalnica, starševska spalnica, na straneh imamo lože, galerijo in pa tale večnamenski hodnik, ki pa v bistvu spodbuja ustvarjalnost otrok in odraslih. Ta hodnik je nekaj zelo posebnega. Povejte nam še kaj več o njem. Torej, tale hodnik v bistvu deluje kot nek element, ki privablja oziroma združuje celotno družino. Torej, tale večnamenski kos pohištva je v bistvu en tak zanimiv element, ki pa v času, ko se zmeraj bolj zapiramo v svoje sobe, v bistvu on vabi na hodnik, kjer otroci recimo se lahko, ne vem, likovno udejstvujejo, rišejo, medtem ko pa starši v drugem delu tega hodnika v bistvu na svojem počivalnem kotičku prebirajo svojo najljubšo knjigo in so tako skupaj v enem prostoru. Pod tem hodnikom pa ima hiša carport, to je v bistvu parkirišče za dva avtomobila,
Tukaj najdemo tudi električno polnilnico, posebne vertikalne lamele, pa tale carport ločijo od zunanjega vrta, torej od terase, od privatnega dela. To je pa ena taka posebna rešitev, zaradi katere v bistvu pri tej hiši niso potrebni neki dodatni nadstreški, saj so ti ponavadi predstavljajo nek estetski ali pa tehnični izziv. Hiša ima tudi posebno streho, pravzaprav ima 2 strehi. Tako je. Odločil sem se za zeleno ravno streho, tudi iz estetskega vidika, saj recimo, ko se sprehodimo v spalne prostore in se razgledamo v okoliš, vidimo, da je to zeleno pohorje se v bistvu zelo dobro povezuje s to zeleno površino ravne strehe. Ima pa tale zelena ravna streha tudi drugi ekološki vidik, recimo boljša toplotna izolativnost, manjši ogljični odtis, prostor za žuželke oziroma ptice. V delu, kjer pa ima objekt dvokapno streho, pa smo posebej predvideli sončne panele. Ena taka posebnost teh sončnih panelov pa je, da so v bistvu integrirani v ravnino strehe. In seveda, zdaj me zanima, ali je v takem objektu, če je to res vzorčna hiša, možno dejansko tudi prespati. Dejansko je bil ta objekt že v sami zasnovi mišljen kot demonstracijski objekt. In v njem je vseh 12 partnerjev konzorcija integriralo svoje nove napredne inovativne rešitve. In namen tega objekta je, da se te rešitve demonstrirajo v objektu. In kot tak je bil celoten projekt tudi subvencioniran v višini skoraj 5 milijonov evrov s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Torej, dejansko bo v prihodnje možno sam objekt tudi testirati, tudi evalvirati, je pa prvenstveno namenjen demonstraciji rešitev, ki so bile izdelane s strani posameznih partnerjev. Če se investitor odloči za take vrste montažno hišo, v kolikom času jo lahko ima postavljeno? Vkolikor se investitor odloči za montažno hišo, je seveda odvisno, ali že ima izdelane vse potrebne projekte in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vkolikor sta ta 2 pogoja izpolnjena, je dejansko možen pričetek bivanja nekje v roku pol leta. Vkolikor investitor teh pogojev ne izpolnjuje, je potrebno za njega pripraviti idejno zasnovo, vso projektno dokumentacijo, zanj pridobimo tudi gradbeno dovoljenje in potem se prične postopek gradnje hiše, ki pa v tem primeru traja vse leto ali še nekaj dlje. Eden ključnih vidikov pri projektiranju stavb je vizualno povezovanje z okolico preko steklenih površin. Arhitekt nam je razkril, kako je načrtoval okenske odprtine. Torej, ideja je, da vsakemu prostoru zagotovimo čim večjo odprtost in pa, da prinesemo v prostore čim več naravne svetlobe. Recimo, že ob vstopu v hišo se ne počutimo utesnjeno, ampak se nam pogledi odpirajo v naravo. Ko se pa sprehodimo recimo naprej do tega dnevnega prostora, pa vidimo, da sta 2 stranici v celoti oblečeni v steklo in tako je tale stik z naravo bistveno bliže, kot bi bil sicer. V nadstropju pa imamo v tem večnamenskem hodniku tudi skozi celotno dolžino hodnika zasteklitev. Na obeh koncih tega hodnika pa se v bistvu naše očišče vstavi spet v steklenih površinah lož, kar pa spet ponuja dodaten stik z okolico oziroma z naravo. Skrb, da bi pa bilo v objektu preveč svetlobe, pa je odveč, saj za to zelo dobro poskrbijo pametna senčila in pa tudi vsak prostor je v bistvu osvetljen iz 2 različnih kotov. Objekt, ki omogoča 24-urno bivanje doma, stanovalcem ponuja tudi urejen vrt s klopjo in ognjiščem ter prostorno teraso. Tla terase so v isti ravnini kot tista v dnevni sobi. Da ob močnem dežju voda ne bi vdrla v objekt, so zato uporabili perforirane podnice, pod katerimi je drenažni jašek za odvajanje deževnice. Ni kaj, pri domu 24 ur so resnično mislili na vse.